čemu so namenjeni res zelo pocenski spletni tečaji. Hvala, Maruča, tukaj je zdogodek.si in tale video je namenjen predvsem temu, da vas pomirim oziroma da osvestim, kaj je pravzaprav poanta teh zelo pocenskih spletnih tečajev, da ne bi slučajno kdo zapadel v ta trend, pa začel svoje spletne tečaje prodajati po tistih par dolarjev ali pa par evrov, samo zato, da bi zaslužil več. Skratka, te spletni tečaji, zdaj govorimo recimo o tečajih, ki so recimo včasih, ne vem, 5 dolarjev, 6 dolarjev, 7 dolarjev, mogoče tudi 12 dolarjev, skratka, tja nekje do 20 dolarjev, spletni tečaji, ali pa tolarjev, ki sem zdaj tolarje najdla, evrov, skratka, zelo nizko pocenski, sploh ne vem, če obstaja ta izraz, skratka, zelo poceni spletni tečaji, enkrat sem že govorila o cenah spletnih tečajev, da praktično, če je konkreten spletni tečaj, da praktično pod 100 evrov ga sploh ne bi smeli oziroma ne bi mogli prodajati. Tukaj pa govorimo zdaj o res enih takih pocenskih spletnih tečajih, ki pa poleg vsega še prinesejo konkretne rezultate. Skratka, niso samo neki infoprodukti, da bi zdaj človek plačal samo zato, da bi udeleženec plačal, pa bo dobil zdaj samo neko informacijo o tem, kako pač zdaj naprej, kako zdaj, da bi praktično plačal reklamo zato, da bo potem naprej konkretno vsebino. Skratka, so konkretni tečaji, imajo konkreten rezultat, so seveda majhni, to se pravi, niso zdaj to nujno, čeprav tudi to sem že videla, ampak recimo, da so to programi nekje, ki so mogoče tam za urco pa pol oziroma za 2 pedagoški uri dolžine za udeleženca. Skratka, zdaj, čemu je potem to namenjeno? Zakaj bi kdo prodajal nekaj za 5 dolarjev ali pa 5 evrov? Zato, ker temu rečemo v marketingu, rečejo tripwire product, to se pravi produkt, ki je namenjen temu, da v bistvu na en tak nežen, pocenski način udeleženec izkusi, kakšna je v bistvu spletna nakupna izkušnja z nami. V bistvu ni toliko namenjeno, je namenjeno neke vrste, skratka je neke vrste marketingu namenjeno, to se pravi, je, bom rekla, to bolj marketinški produkt v smislu, ne bomo s tem zaslužili, tukaj moramo biti realni, sploh če vi to uporabljate neko platformo, da to vse avtomatizira, verjemite, tukaj se vam ne splača prodajati, ne vem, od ust do ust, pa prodajati nekaj za 5 evrov, pa na roko udeležencev opisovati, pa tako naprej, tukaj je to no go. Recimo sama sem pred leti imela na tak način to, da sem dala spletni tečaj, za en teden do polnega spletnega tečaja sem dala dostop za 1 evro. Verjemite, za 1 evro se meni ne splača računa pisati, ne splača se mi ne vem kaj delati, tako tukaj se vam potem splača imeti platforme, ki vam omogočajo, ker pač iz računovodskega stališča pa seveda stvari morate imeti poštimane, ki vam omogočajo, da one zbirajo v bistvu denar, recimo primer tak je Teachable, kjer v bistvu kupec oziroma prodajalec niste vi, ampak je prodajalec platforma, vi pa potem na koncu dobite en priliv, recimo enkrat na mesec ali pa enkrat na teden ali pa kakorkoli že hočete, da si izplačate, pač dobite en priliv in izdate v bistvu en račun. Zdaj tukaj še enkrat poudarjam, jaz nisem strokovnjak za računovodstvo, ampak sem to, da vam pač dam namig, kaj in kako se pa pogovarjati z računovodjo oziroma kako v bistvu kaj iskati pri takih platformah, če se odločite za tak način. Tak način je super, predvsem iz tega vidika, ker ljudje od vas že dejansko nekaj kupijo. To se pravi, so v bistvu imeli neko nakupno izkušnjo že z vami, dobili so nekaj konkretnega, mogli so tudi nekaj konkretno akcijo narediti, ni samo tisto, da so mailu pisali, pa dol potegnili priročnik ali pa vtipkali mail, pa se pa dobili dostop do spletnega tečaja, ampak so dejansko mogli narediti majčkeno en korak več, pa potegniti ven plačilno kartico, pa vsaj vpisati PayPal naslov. Skratka, je en korak več, skratka, namenjeno je res to, bom rekla, neke vrste kot promocijski produkt oziroma kot, bom rekla, neke vrste pač marketing produkt. In verjemite, ni namenjen temu, da bi zdaj razen, ne vem, mogoče v Ameriki, ki imajo bazo potencialnih kupcev, nekaj milijonov, da bi mogoče iz tega dejansko zaslužili. V večini primerov pa tukaj v bistvu že samo vsa administracija, platforme, računovodstvo in vse te zadeve ponavadi poberejo toliko, da smo v bistvu na eni pozitivni nuli. Tako da toliko samo, da razčistim situacijo, da ne bi šel kdo prodajati spletnih tečajev za par evrov, samo zato, da bo pač, ne vem, neko bazo veliko dobil. Gre predvsem za to, da mora tudi to stati in imeti neko, bom rekla, neko točko, neko pozicijo v vaši marketinški strategiji.